Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na Svetovni dan pripovedništva. Peter Brooks je napisal, da se naše življenje nenehno prepleta s pripovedništvom, zgodbami, ki si jih pripovedujemo ali slišimo od drugih, ki jih sanjamo ali si jih predstavljamo in s tistimi, ki bi jih radi povedali. Vse te zgodbe pa so predelane v zgodbo našega življenja. Zgodbe. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika so to resnični ali izmišljeni dogodki, povezani v celoto. Prepričana sem, da se bodo tudi v 5. jubilejni sezoni bralnega projekta Posavci beremo skupaj stkale številne lepe zgodbe, posavske zgodbe. Prvo izmed njih tkemo v Brežicah prav ta trenutek. Namen bralnega projekta, ki bo v vseh 3 posavskih občinah potekal med 21. marcem in 20. novembrom, je opozoriti na pomembne predstavnike literarnega opisovanja pri nas in širom po svetu, ter bralcem ponuditi tematsko pester in široko razpon leposlovnih knjig. Letošnji bralni seznam predstavlja krat 89 del, 81 proznih, 8 je pesniški zbirk, kar 7 pa najdemo tudi v elektronski obliki. Do njih boste lahko dostopali preko portala Biblos. Seznam je sestavljen izključno iz predlogov bralcev, tistih knjig, ki so se vas posebej dotaknile, na katere se želeli še posebej opozoriti. Vsi, ki boste prebrali vsaj 5 knjig z predlaganega seznama, izpolnili priložene kazalke in jih oddali v knjižnici, boste na zaključnih literarnih prireditvah prejeli knjižne nagrade. V Brežicah letos projekt začenjamo z nadvse zanimivo osebo, ambasadorko zaupanja, pisateljico, pogumnico, prijateljico duš, iskalko zakladov v ljudeh, popotnico, večno učenko življenja, predavateljico, obiskovalko srca, raziskovalko, mojstrico besede, ljubečo mamo, ki z otroško razigranostjo in odraslo odločnostjo v svetu išče tisto, kar je na prvi pogled prikrito. Vse to združeno v eni osebi, magistrici Meji Valens, ki jo prav lepo pozdravljam. Rdeča nit nocojšnjega večera bo Mejina knjiga Uglašena. Knjiga o strasti do potovanja in življenja. Po končanem magistrskem študiju slovenske književnosti se je odločila zapustiti ponošene koordinate, se iztrgala iz znanega sveta in se sama za 1 leto odpravila v Latinsko Ameriko. Skozi 9 zgodb spoznavamo druge kulture, njihove običaje, predvsem pa so v ospredju njene misli, občutke, notranje dogajanje. Spoznavamo njo, brez prej in potem, brez strahov in pričakovanj, slonečo na trenutku. Vse skozi oddaja sončno energijo in zagovarja trditev, da je odprtemu srcu pot odprta. Že sam naslov knjige pove, da avtorica išče pot k sebi. Kakor mora biti kitara uglašena za harmonično glasbo, tako naj bi bili uglašeni tudi mi sami seboj. Največkrat smo prav sami sebi tista nepremagljiva ovira. Slišali bomo več kot zanimivo zgodbo vagabundke s prostornim srcem, mirne v svoji divjosti in divje v svojem miru. Magistrica Meja Valens, izvolite. Zdravljeni in srečno dobrodošli. Ko sem poslušala to napoved, sem mislila, bo tukaj 5 ali 6 oseb, ali samo jaz. Srečno dobrodošli, dejansko je moje ime Meja Valens, rodila sem se kot Metka Peserl, ampak ena od mojih nenavadnih odločitev v tem življenju je bila tudi, da zavestno spremenim ime in začnem zavestno pisati scenarij svojega življenja. Kaj je bilo za to potrebno? Kaj vse se je dogajalo v mestnih letih? Bom poskušala zaupati v tej urci, ampak namen vsega je bil, da enostavno izberem življenjsko pot, ki jo čutim sebi, v sebi, ki je unikatna, ki dejansko ni kopija nobene druge življenjske poti
In že v časih študija sem ugotovila, da so moja prepričanja, moje želje čisto drugačne kot prepričanja ljudi, s katerimi živim. In ko sem razmišljala, ali naj nadaljujem življenje v akademski sferi, torej delam doktorat in proučujem resnico iz znanstvenega vidika, sem se odločila drugače. Dejansko je bila izdana moja magistrska naloga v knjigi znanosti, torej besede o neobesedljivem, v zbirki akademikov, ampak med študijem in med filozofiranjem sem ugotovila, da ljudje, ki me nameravajo voditi skozi življenje, ljudje, ki mi nameravajo biti mentorji, moji sodelavci oziroma moji bližnji, niso srečni ljudje. Večina jih živi, jih preživlja dneve, ampak nisem imela priložnosti spoznati ljudi, ki dejansko strastno, srčno utripajo in so sijoči od veselja nad življenjem. Torej sem nekako se odločila, da ne bom iskala rešitev in odgovorov zase v okolici, ki jo poznam, ker dejansko je težko biti v okolju, ki te pozna in ki te določa, drugačen. Tako kot si drugačen, delaš drugačne stvari na nenavadne načine, že doživljaš tretmane, da si čuden in kakršenkoli. In večina ljudi, ki so svojstveni, ki so unikatni in ki to živijo, doživijo slej ko prej lomljeni peruti. Bodi normalen, umiri se, ne pretiravaj, pojdi po varni poti. Ampak jaz sem videla, da mi varna in ta predvidljiva pot je bila začrtana. Končam faks, grem na mesto mame, ki gre v penzijo delati na glasbeno šolo, učiti slovenščino in imam klasičen lep mariborski scenarij. Ampak skozi vse te knjige in skozi proučevanje duhovnosti sem ugotovila, da dejansko se želim spoznati, kakšna sem, ko sem na drugi strani sveta sama. Ko ni nobene potuhe, ko ni nobene varnosti, ko ni nikogar. In ker sem želela to res temeljito narediti in prerezati popkovino, je bila to prisotna ena poteza, ki zveni marsikomu čudna in nenavadna, ampak dejansko se nisem niti poslovila doma, preden sem šla. V bistvu sem nekega dne izginila, čakal jih je mail, šla sem za 1 leto, ne povem, kam sem šla, javila se bom, da sem živa, ampak prosim, da mi zaupate. In dejansko takšno je bilo slovo in namen je bil, da se grem učiti o življenju od ljudi, ki živijo življenje, ne ljudi, ki teoretizirajo o življenju. In namen je bil potovati po intuiciji. Ugotoviti, ali me res, tako kot pravijo v duhovnosti, ali me res vodi lahko moje srce, kaj je sploh moja intuicija, ali lahko najdem glas intuicije, glas zaupanja na mesto glasu dvomov in strahov. In ta pot je izgledala tako, da sem pobasala na hrbtnik, van sem spakirala, kar se mi je zdelo, da bom v 1 letu potrebovala, imela sem $3500 pri sebi in to je bilo to za 1 leto. Dejansko je bil namen potovati po intuiciji, po občutku, kjer me nekaj pritegne, kjer me nekaj zdrami, temu sledim in tja grem. In namen je bil tudi narediti vse, česar jaz ne bi naredila. Dejansko uničevati vse svoje fiksne ideje o tem, kaj je prav, kaj je narobe. Spustiti vse predsodke in vse dvome o tem, da sem dejansko notranje zelo, zelo široka oseba, široko bitje in namen je bil odkrivati te lastne dimenzije. Torej, namesto akademske sfere in zaposlitve in predavanja tega, sem šla v bistvu v proučevanje sebe. Ugotovila sem, da karkoli bom v življenju počela, ni fair do ničesar in nikogar, če ne vem, kdo to počne. Torej je bilo spoznavanje mene na prvem mestu. In dejansko se je to potovanje po Južni Ameriki izkazalo kot zmagovalna, odločilna poteza, ki me je zaznamovala za celo življenje in hvaležna sem si za ta pogum. V bistvu so se dogajale čudovite stvari, prihajali so mi na pot izredni ljudje in odprto srce je prišel vedno na odprta vrata. Naučila sem se španščino izredno dobro, imela sem celo partnerja v Južni Ameriki, delala sem kot maserka, skratka dala sem si krduška, ampak v današnji urci vam bom zaupala nekaj odlomkov, nekaj izkušenj iz knjige Oglašena. Dejansko je ta knjiga nastala nekaj let po povratku. Ko sem bila nazaj v Sloveniji, sem se 1 leto iskala, prišla sem zaradi tiskovne konference te znanstvene knjige in neka intuicija je potem pa govorila, da pa ne nazaj, da je moja usoda za nekaj časa v Sloveniji. Najprej je bilo šokantno se poskušati uživeti nazaj, ampak potem sem pa ugotovila, da bom šla naprej za svojim največjim talentom, da bom lovila in sledila svoji zvezdi. In od takrat naprej, pa do danes, ko precej let se je tukaj vmes vrstilo, je moje sporočilo vedno podobno. Želim prebuditi v ljudeh spomin
na njihove lastne srčne želje, ki jih še niso uresničili. Vzbuditi zaupanje, da če nekaj čutiš in če veš, da je neka želja, goreča želja v tebi, magari je samo še iskrica, se lahko razpiha. In če želimo narediti karkoli dobrega za svoje zanamce, za ljudi, ki nas obkrožajo, za katere se ponavadi žrtvujemo in razdajamo, da se spomnimo, da dokler sebe ne postavimo v srečo, dokler ne slišimo, kaj nam lastno srce hoče povedati, ne bomo nikomur tisti vzgled, ki bi želeli biti. In odkar imam otroka, moj sin je star 8 let, se tega še toliko bolj zavedam. Kako bo moj sin izpolnjeval svoje življenjske sanje, če jaz kot mama ne izpolnim svojih. In prve ogromne izpolnjene sanje so bile to potovanje, potem je bila knjiga, naslednja knjiga in vsi projekti, ki sem se v življenju lotevala, bilo je ogromno različnih branž, ogromno različnih držav, v katerih sem delovala, so bili vsi s tem namenom, da odkrijem, koliko vsega lahko človek počne, če si le dovoli sprejeti, da ni omejen, tako, kot so mu hoteli to dopovedati. In ko berete knjigo Oglašena, vsi mi govorijo, da čutijo to strast, da čutijo te iskrice v sebi, da bi tudi sami želeli biti toliko pogumni. Pa jim pravim, ni od vsakega človeka nujna življenjska usoda, da se mora potepati, pa tlatiti med indijance. Ni to od vsakega. Od vsakega pravica, ali pa skoraj bi rekla dolžnost, pa je izpolniti svoja hrepenenja. In dejansko, ko me ljudje spoznavajo, ko se družimo v raznih kontekstih, me sprašujejo, zakaj si ti toliko izjemna, zakaj si toliko sproščena, zakaj si toliko odštekana, pa hkrati toliko modra. In kako lahko združuješ toliko vsega v sebi. Sem rekla, a veš, da lahko ti tudi. Jaz sem si dala dovoljenje in ljudem, ki so rekli, da ne morem, da ne smem, da ne gre, karkoli so rekli, enostavno nisem sprejela njihovega mnenja. In to vedno znova sporočam in navdihujem ljudi, naj se o svojem življenju posvetujejo predvsem seboj. Tako da zadnje leto... Hvala. Hvala. Tako mi je nenavadno govoriti v mikrofon, ponavadi govorim stoje, krivim in skačem zraven, zdaj sem pa tako disciplinirana tukaj, ampak ajde, se bom potrudila. Tako da zadnje leto dejansko po Sloveniji delujem z eno knjigico, ki jo nisem jaz napisala, Sanjski dnevnik, bom povedala malo več o njej kasneje, par stavkov, ampak dejansko je moje poslanstvo. A veste, kaj je poslanstvo? To, zakaj te je Bog posadil tvojo dušo v to telo, da narediš nekaj, zaradi česar boš napredoval tako v tem življenju kot v naslednjih. Moje poslanstvo je, da prebujam v ljudeh te kalčke upanja. Kalčke zaupanja, da je vredno poseči po svojih sanjah. In danes imamo tukaj tudi čudovito specialno gostjo Nušo, ki ima prav tako za seboj in še vedno živi zgodbo o svojih uresničenih sanjah. Živimo, soživimo z ljudmi, ki so iz ničesar, iz truda, iz želje ustvarili izredne rezultate. Ampak ti ljudje so enaki kot mi. Isto imajo DNK, imajo prstni odtis, pa imajo ušeska, pa nosek. Gre se samo za to, da če veš, kaj želiš, pa temu slediš, se bodo vrata odpirala. In to je ta moto, odprtemu srcu je pot odprta. Dejansko, ko res najdeš svojo željo, tisto, kar ti greje srce, se ti odpirajo vrata. Nekatera se ti zaprejo, ampak to so tista, skozi katera itak ne želiš iti. Čeprav mogoče moš iti vsak dan v cel mit odrek. Tako da, dejansko tisto leto odklopa, tisto leto svobode, tisto leto, ko sem lahko vsak dan delala to, kar želim, ko sem bila z ljudmi, ki so meni pasali, ko mi je bilo za iti naprej, sem šla naprej, ko mi je bilo za ostati, sem ostala. Je ena taka svoboščina, ko je večina ljudi še ni izkušala, ampak če uspete skozi mene začutiti, da je ta svoboda čudovita stvar, ste en korak bližje k temu, da se zavedate, da pripada tudi vam. Da pripada vam, pa kjerkoli živite, v kakršnemkoli kontekstu. Vseeno Brežice ali pa Zagreb, ali pa velje mesto ali pa selo. Človek, ki ima srčno željo, ima tudi vse zemljevid do izpolnitve te želje. In takrat, ko jih najdemo, ko se jih zavemo in ko se tudi družimo z ljudmi, ki zmorejo videti našo veličastnost, ne pa vseh naših napak, ki jih itak vedno znova poudarjamo, bolj kot pa svojo hvalo. Zavedati se, da smo lepi in unikatni. In ogromno tega sem se naučila po Južni Ameriki. Zakaj? Ker sem se lahko vsak dan pogovarjala z drugimi ljudmi,
ker sem lahko vsak dan izpostavila druge dele svoje osebnosti in ker sem si dovolila biti neomejena. In dejansko vem, da je to zmožnost vsakega izmed nas. Zdaj pa kaj se je dogajalo, ko sem šla v Južno Ameriko, kar je bilo prvo. Dejansko so me po pristanku pričakali prijatelji od prijateljev, ki so me za prvih par dni gostili, da se jaz znajdem. Zgodilo se je to, da sem tisto jutro, ko bi naj potovala v Ameriko, to je bilo 27. oktobra nekje, že na poti na Dunaj in se je zgodil grozljiv snežni zamet. Ni smelo biti takrat snega, ampak tisti dan je bil sneg. Zamudila sem letalo. Šla sem tako prvo, drugo letalo do Londona, da sem tekla po terminali, da sem ujela letalo za Mehiko. Nisem mogla čakati niti en dan več. In zaradi vse te hitrosti se je izgubila moja prtljaga. Tako da sem na prvih 10 dni v eni majčki in se tam poskušala znajti, potem se je pa začela postolovščina. In poslušala sem ljudi, kaj mi svetujejo, kam me pošiljajo. In najprej so me poslali v Mehiško puščavo, kjer sem se dejansko spoznavala s prvimi Indijanci in se spoznavala s prvimi izkušnjami, ki niso bile tipične zame. Predtem sem bila oseba, ki nikoli ni niti spila alkoholčka, ki nikoli ni pokadila cigarete, ki je bila res pridna punčka v vseh ozirih te besede. Tam so me poslali na šamanske ceremonije z svetimi rastlinami sredi puščave. O tem ste morda prebrali, ali pa še boste v prvem poglavju Poljub puščave. In že tukaj se vidi, da to potovanje ni bilo namenjeno sightseeingu. To potovanje ni bilo namenjeno slikanju artefaktov, slikanju zunanjih lepot. Tudi slike, ki so v knjigi, so me drugi poslikali, ni bilo fotoaparata. Prav želela sem sloneti na trenutku. Biti v trenutku tu zdaj. Brez potrebe, da komorkoli kaj dokazujem, pa s komerkoli kaj delim. Dovolila sem si prisvojiti en košček svojega življenja. Večinoma smo raztrgani, razdani med vsa pričakovanja drugih. To je bilo leto, ko sem bila lahko svoja. In tega nikoli ne pozabiš. Vedno znova iščeš situacije, kjer si lahko ta svoboda. In potem je bil pa iz severa Mehike, tam sem bila v enem mestu Fantazen, Real de Catorce, se je dogajalo marsikaj čarovnega in ugotovila sem, da bo to potovanje prelagljanja vseh omejitev, ki sem si jih predtem dovolila sprejeti. In v drugem poglavju se srečamo na jugu Mehike. Dejansko sem od severa proti jugu Mehike v Yucatan potovala z avtobusi ali pa na štop. Dejansko rada štopam, zelo rada sem vedno štopala, ker mi je usoda vedno pripeljala na pot ljudi, ki so postali moji prijatelji in mi pokazali še kakšno lepo lokacijo ali pa kakšno zanimivost na poti. Pa sem bila pa na Yucatanu, tam sem se želela pa spoznati z Maji, torej temi potomci majevskimi in spoznati malo več o njihovi kulturi. Se pravi, ne samo, kar knjige pravijo, ampak kar oni pravijo. Nisem ljudi, ko bi verjeli vsemu, kar je napisano. Povejte mi, vi, ki to živite. In tam je bilo marsikaj poučnega, marsikaj tudi razočaravajočega. Bolelo je videti, kako civilizacija, ki vdira v tiste konce, uničuje džunglo, kako se ljudje skomercializirajo, kako več ni to. Ampak kljub temu sem vedno našla tudi ljudi, ki so pristni v svojem izročilu. In prebrala bi vam odlomek, ki je meni eden najljubših v knjigi, kako sem se dejansko tam spoznala pa spet drug svet, drugačne ljudi in povabili so me na en dogodek, ki verjamem, da ko grem v Mehiko nazaj, grem prvo nazaj na to, indijanske savne. Vem, da v Beli krajini en šaman, ki dela te redne indijanske savne, tem si kjeja, če boste imeli taj možnost, to doživite. Ampak šlo se za to, da se zavem, da je v meni, kolikorkoli je lepega in srečnega, tudi ogromno bolečega in ogromno žalostnega. Moje otroštvo ni potekalo idealno, oče je umrl pri 3 letih in večno sem bila v bistvu ranjena iz enega velikega primanjkljaja. In ko smo v življenju močno ranjeni, sploh če smo v otroštvu, nas to tako zaznamuje, da večina ljudi celo življenje ne okreva. Tista rana ostane in krvavi. In dokler ni zaceljena, dokler ni osveščena, dokler ni doživeta kot blagoslov za rast, tista rana krvavi. In večina ljudi zgublja življenjsko energijo na potlačenih čustvih, na neprediranih bolečinah iz preteklosti, o katerih ne ve, kako vplivajo, čeprav vplivajo zelo. In na tem obredu indijanske savne se prav fokusira v to, da greš noter v temen prostor, kot iglu zgleda ta indijanska savna, vanje prinesejo vroče kamne, razžarjene vulkanske kamne, jih polijejo z vodo in zelišči in pojejo prečiščevalne pesmi. Torej, izroči zemlji vse, kar te boli. Zemlja je tu zate.
Izroči skozi noge, skozi telo, dopusti, da tvoja grenkoba, bolečina, žalost odtečejo. In sprejmi nazaj blagoslov in hranila, ki jih potrebuješ za rast. In ta obred indijanske savne počne prav to, zato bi vam tale odlomek podelila, ker ga vam tako srčno rada. Okay. Skoraj čisto polna luna se je sramežljivo zagrinjala z oblaki, a je veter vedno znova razgalil. Kot iglu oblikovana nizka zidana hiška z odprtino za vrata, pred njo z nizkim zidom ograjen okrogel prostor s 4 izhodi, na sredini ogenj. Z lopato šaman je obračal vulkanske kamne, ki so se greli v stopalih plamenov, nekateri že prav žareli. Brez vzdihov napora jih je dvigoval, njegova kodravost povezana v čop, kratke kavbojke, zgornji del telesa v temi temno temen, gladko svetleč. Opazovala sem tega šamana oddaleč, nepremično. Metulji v trebuhu so divje plapolali, srce je bilo v grlu. Kaplja potu bi želela biti, da bi zdrznila po tem čvrstem hrbtu. Veter, da bi se zarila v črne kodre. Iskra, da bi ga zapekla na trebuhu. Prijazno je odgovarjal turistkam v bikinijih, ki so se gnetile okoli njega. Fantje so se ob strani učili trobiti v velike školjke, a z njimi bolj prdeli kot trobili. Postorili smo se v kolono, šaman Šopan je vsakega posebej popahljal z dimom, iz kadečega se keliha. Mističen von je zajel krog, ogenj prasketal. En za drugim smo se čez 5 pomikali v temaskal. Tipaje smo se kolikor toliko udobno posedli po majhnem prostoru. Neprijetno mi je bilo sesti na tla. Bom umazana, me je prešinilo, vendar sem se takoj sprostila in zakopala dlani v prah. Kako ne bi me umazala zemlja? Iz nje sem in ona bom. Šopan je ostal zunaj in z lopato suval na sredino temaskala žareče kamne. Vsakega od 13 naznanil s klicem Piedra, kamen. Notri je zazvenelo Bienvenida, dobrodošla. Otožno zavijajoč, prodoren pozdrav školjke je pognal mravljince po telesu. Von po žerjavici in neukročenosti njegovega telesa sta me prevzela. Zaprla sem oči in se naslonila na steno. Nisem poslušala, kaj je govoril. Kopala sem se v melodiji globokega glasu in se zdrznila šele, ko je kamne polil z vodo. Zacvrčala je in klofuta vročine je butnila v pore. Pri vdihu žgala v grlo in pljuča, drget in bliskajoča mavrica na platnu vek. Prijalo je ovijati se v varno vročost. Odmislila sem svet in se razlila. Zavest so dosegle besede, da je obred temaskala simbolična vrnitev v maternico. Zato je prostor majhen, zaobljen, temen, topel, vlažen. V maternici zemlje smo, zaščiteni v stiku z večno modrostjo. Von po baziliki je vdihnil utvaro svežosti, v katero se je zarila bojevniška pesem. Óyeme, grande spiritu, yo vine a pedirte paz para mi alma. Óyeme, grande spiritu, yo vine a pedirte mais para los niños. Hey ya, hey ya, hey ya, oh, hey ya, hey ya, hey ya, oh, hey ya, hey ya, hey ya. Prošnja velikemu duhu. Mir za dušo, koruza za vaščane, sreča za otroke. Prosim te, veliki duh, sliši me in pridi, ven, pridi. Ko je ponovil večkrat razvneti ven, sem vedela, da je sveti duh res prišel. Čutila sem ga po hrbtenici, ko smo vsi ponavljali razvneti heja, 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 ho. Po temi so se raztresli kriki, mantre, neartikulirani zvoki, curek didžeriduja, od nekod smeh, katarza v polnem zamahu, topotanje po surovih tleh, spuščanje zavor, izročanje zemlji in Bogu, vsega lepega in grdega, zdravega in bolnega, nasmejanega
in skremženega, svežega in gnilega. Pustiti umreti, kar mora umreti, da bi lahko zraslo nekaj novega. Smrt odklepa ključavnice življenja. Intenzivnost dogajanja je nihala, glasnost zamenjevala tišina. Ukopavali smo se vanjo, vsako svojo, brskali po njej, če prinaša kako novica. Spet pesem, začinjena s ploskanjem, tleskanjem, rovenjem, bobnanjem po zemlji. Ni bilo nje, njega, njih. Vsi skupaj, ista vibracija v variacijah. Vsi enako, vsak vsi, odklop. Puerta, je nekdo zaklical. Vrata so se odmaknila, malo lažje se je zadihalo, nekateri so šli ven. Čez minuto je vstopilo 13 novih kamnov, pljusk, val vroče pare, odvrvajoči vzdiki in skliki, nova runda spuščenih zavor. Lepo je biti človek, a še lepše je na to pozabiti. Evo. Tako da to se je dogajalo v Mehiki, kot ste opazili, se je dogajalo še nekaj drugega, dejansko ta šaman, ki ga opisujem, tudi na slikici, je bil tudi moj izziv, dejansko, ali sem zmožna na drugi strani sveta, čeprav sem se zaobljubila, da ne bom tvorila nobenih odnosov, da bom svobodna ptica, a si upam biti tudi en tak odnos, en divji odštekan odnos in to poglavje prinaša v bistvu takšen strastni odklop. Dovoliti si izkušati življenje, dovoliti izkušati svoje telo, svoje bistvo, nekje drugje, se počutiti varnega v tem. In ta Adrian, njegovo pravo ime je Adrian, Šopan je njegovo šamansko ime, je ostal moj partner potem še 2 leti, dejansko sva skupaj tudi delala in če ne bi bilo tako zelo latinsko, ljubosumno usmerjeno njegovo podzavest, bi verjetno še zdaj imeli kakšne mehičančke tekoče okolje, jaz pa ne bi živela tu. Tako da se tudi ta zgodba je imela svoje nadaljevanje, ampak jaz sem pa iz Mehike pičila naprej, nisem se želela ustaviti zaradi nikogar in ničesar, sem pa doživela vse, kar je lepega na Karibih, potapljanje v podzemskih jamah. Must do once in a lifetime. Ko da greš v Postojnsko jamo, pa se potapljaš v njej, plavaš med kapniki, greš pod vodo in čutiš najbolj tiho od vseh tišin. Čutiš pridih večnosti. Zaveš se, da karkoli smo se navadili verjeti v tem našem ljubem telesu, še vedno je dejstvo, da smo kot duša, kot tisto notranje, kot duh, pa smo večni. In ko doživiš takšne utrinke, te poglobijo, te odprejo. In tudi tauhanje, potapljanje v Karibskem morju, kjer plavaš nad želvami, kjer vidiš oči v oči barakudo, kjer so koralni grebeni. Dejansko, ko sem tam plavala, sem po mojem pod vodo jokala od sreče, da lahko to doživim. In da lahko to v življenju podelim še z drugimi. Dejansko je moje naslednje leto namenjeno enim velikim projektom, s katerimi bom lahko precej ljudi popeljala sabo v svet in vedno komaj čakam, da mojega otroka peljem tja. To so moje glavne sanje trenutno, da z otrokom doživim to, kar sem takrat sama in s prijatelji. Da več ni samotarstva in meja sama nekje, ampak gremo skupaj. Iz Mehike sem ga pičila na Kostariko. Kostarika je bila država, ki me je fascinirala in očarala. Tam sem se potikala kar kakšne 3 mesece, delala turnejo po kostariških slapovih, družila sem se tam z Američani, z eno tako čudovito hipijevsko druščino, ki so me marsikaj naučili in marsikatero izkušnjo omogočili. Jaz sem jih učila masirati, plesala sem, kuhala sem, skratka spala sem na plaži. Boste videli slikico, jaz sem odvisnik od viseče mreže. Moje noči so 2 meseca potekale na pacifiški obali, med 2 palama viseča mreža, zaspiš, ko gledaš, ko poslušaš valove, koncerti ptic, koncerti opic, sama poslušajoč valove, zbujanje v 5., 6., spet opice, ptiči, valovi, sončni vzhod. In spet, kjerkoli je bila intuicija, da nekam grem, sem šla, da nekaj izkusim, sem naredila. In ugotovila sem, koliko mi življenje dalo, samo zato, ker tam, ko večina ljudi reče ne, sem jaz rekla ja. In to vedno priporočam. Vsakič je boljše iti po izkušnjo, kot pa ne iti. Ljudje ne obžalujejo stvari, ki so jih naredili. Obžalujejo stvari, ki jih niso. In kdor se odloči, da mu bo uspelo, skozi tisto izkušnjo, da vidi nekaj lepega, mu bo uspelo. I swear. Bo.
In Kostarika je bila prostor, kjer bi lahko kar ostala. Še zdaj, ko me kdo vpraša, kam greš, če greš nekam, Kostarika. Tam je čudovito vzdušje, tam ni nasilja v državi. V bistvu so dobili nekoč nagrado Nobelovo za mir, njihov predsednik, in so to tako ponosni, da je v državi vse v najlepšem redu in tudi ekonomsko je zelo razvita. Kar pa je res, tam pa ni bilo nobenih avtentičnih indijancev. Tam je bilo dosti turizma, ogromno narave, več kot 40% Kostarike pokrivajo nacionalni parki. Tule recimo en odlomek, ko sem bila že na katerem kilometru, tu sem bila že blizu konca. Počitek je pomagal toliko, da sem se pri naslednjem kilometru zavedela spremembe okolja. Bolj suho in redko rastje, manj glamurozno, drugačna struktura tal, manj žrgolenja. Nasproti mi je prišlo nekaj nasmejancev, ampak je vsa moja vljudnost obnemogla in je ni bilo dovolj niti za spodoben izraz na obrazu. Kaj še ne za obvezni nasmeh ob Buenos Dias? Ali je že Buenos Aires? Jutro, poldan, popoldan. Povešena čeljust in komaj odprte oči so izdajale, da sem v transu, ki ne zmore ne čustev, ne misli. Samo zavedanje o premagovanju lastnih omejitev. Gigantski koraki iz cone obdobja. Mimoidoči nasmehi so mi dajali vedeti le to, da bom v spustu tudi jaz prav dobro razpoložena, nagrajena za vse. Ampak to ni kaj dosti tolažilo sedanjega trenutka. Solze so mi tekle od napora. Pa dobro, stopaj, kako dolgočasno. Vsi enako hodimo in da bi v to nesli vse trohico originalnosti, obuvamo različne čevlje. Šele ko se sprijaznimo s tem, da nam ni treba biti izvirni, odpade tesnoba ob dejstvu, da itak vse plagijat. Razen narave, v njej je vse unikat. Recimo hriba Sinfe, brez vere, ali Los Quemados, požganci. Zanimivo ime, kar preveč primerno. Pogled za umret. Skrivnostnost je prevevala panoramo in zakričala po žilah. Menda se je tot nekoč sprehodil požar, ker je bila zemlja čudno črnkasta, po hribih naokoli sivijo samevci in skrotovičena telesa. Drev je brez listja in vej, samo krčevit ples štrcljev in okamenjelosti. Neznosno tih in zgovoren, poblaznev v svoji nepremičnosti. Napor se je razblinil ob vstopu v prav posebno sfero, v katero sem se vrgla z vsem bitjem in zaotripala s praznino, dvignjeno nad agonijo telesa in duha. Udar prizadevanja, da zavest ne bi bila ločena od življenja, ampak da bi odstrnila zaveso, ki mu je nemogoča globlji ugled. Glede na to, da nenehno živimo rešitev problemov, ki se razmisleku zdijo brezupni, sem se spraševala, kakšne so sploh moje kapacitete. Nekaj stotkov možganov in nekaj promilov uvida. Blaženost, ker kot vsak sodobni človek trpim zaradi resne krize površinskosti. Ne morem se poglobiti vase, ker me v trenutku, ko poskušam to narediti, nekaj izvrže, tako kot morje izplavi truplo. Šele ko se bitje opeša od napora, psihičnega ali fizičnega, tisto nekaj splahni in padem v praznino, oder svetega, vključijo se antene za Bogov glas. Tablic kilometri nisem več gledala, prav prisilila sem se odvrniti pogled od njih, ker so se mi posmehovale. Koračila sem čez strmine in 13. kilometer. Zadnji košček je bilo olajšanje, še kar solze, koktejl razpoložen, ki jim še nismo našli imena in prav je tako. Pa beseda za občutek, ko sediš pred kočo in zapreš oči. In potem sledi še malo raztegovanja, večerje, prespanje in drugo jutro, zgodaj kot pri nas na Kredarico, ko gre zjutraj, še vzpon do vrha. Zdaj bom popisala, kakšen je potem občutek, ko prideš na vrh. Potem pa vrh, čokoladica in sončni vzhod. Sončni vzhod. Neopisljivost barvne palete, ki je pleskala obzorje in se naseljevala v srcu, sploh ne kot spomin, ampak kot vrata, skozi katera priteka življenje. Vrata, ki so last tistega jutra, vsakega novega trenutka, v katerega se je prevalilo. Zavedala sem se samote, bolj samotne od vseh samot. Neosamljenost, samost. Čutila sem sebe, kakršna sem, ponosna na dejstvo, da zmorem, da premagam in zmagam, da upam in zaupam. Daleč na eni strani sem ugledala linijo Pacifika.
kar slišala sem ljubljene valove. Na drugi strani je iz daljave pozdravljal blagi Atlantik. Bila sem med njima, na najvišji točki. Nad vsem in hkrati skrajno ponižna, drobno ogromna in polna in mirna. In to je občutek, ko prideš na vrh tiste gore, na katero spadaš. To je bilo par let nazaj, da grem se učiti poslovnost. Šla sem prek, ne bom bez podrobnosti, skratka, znašla sem se v Franciji s čelado in delovskimi čevlji in začela delati v timu 30 fantov slovenskih, ki so gradili potniške ladje. Bila sem 2 leti del tima z mojim partnerjem, ki sta zdaj skupaj še vedno. Bila sem vodja menedžer za oglaševalce za ogromne poslovne projekte. Gradili smo potniške kabine v teh križarkah ogromnih, če ste da potovali z Magnifico. Magnifico sem jaz gradila, pa Splendido od MSC-a. In naredili smo še en ogromen projekt montaže celotnega stropa na novem terminalu pariškega letališča Charles de Gaulle. Torej, želela sem ugotoviti, ali lahko oseba, ki podpiše knjigo, podpiše tudi pogodbo za 1,5 milijona in naredi izdelek. In zdaj dejansko vem, da je vedno ogromno poti odprtih, da je vedno ogromno možnosti. Zdaj sem že 2 leti nazaj, dejansko sem izšolala se, dovolj je bilo gradbišča, dovolj je bilo prahu in čelade in spet sem nazaj. Nazaj sem obogatena z izkušnje. Prej nisem čutila ljudi, ki so bili poslovni, marsikaj mi ni bilo jasno. Zdaj mi je jasno marsikaj več. Ampak po povratku v Slovenijo sem videla, da vsi ti čudoviti ljudje, vsa ta čudovita nacija, in verjamite mi, in od tega ne odstopam. Pardon, ne odstopam. Delala sem s Francozi, delala sem z Južno Ameriko in še z marsikom. Inteligentnejši, sposobnejši, spretnejših ljudi, ko smo v Sloveniji, pardon, nisem spoznala. To, da smo se mi dovolili prepričati, da smo majhni, da smo hlapci, da smo karkoli od tega, sorry, ni res. In nacionalno travmo neke majhnosti trpimo in mislimo, da smo niko in ništa, čeprav smo dosti več kot večina drugih. In moje zavedanje, ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem se zavedala, da ne morem mrtvo hladno gledati, da ljudem umirajo sanje, da jim zvezde v očeh ugašajo, da moji prijatelji od prej, ki so imeli take sanje, karijere, to, ono, vse je bilo odprto videti. Se je vse zaprlo. Vsi se bojijo za službo, kome se preživljajo in strah jih je. In kjer je strah, ni odprtega srca. Sorry, kjer je temeljna svetloba in obratno. In takrat sem začutila, v bistvu seveda ne bi to mene zrušilo, valjda, ker s kom se družiš, takšen si. Ko sem doživela od vseh teh ljudi strah, žalost, nezaupanje, je me zrušilo, sesulo, čisto bila pretresena. In sem vedela, kaj narediti, kaj zdaj narediti, se ne moreš vsakega posebej iti. Ej, če ljudje ne vidijo možnosti. Dejansko sem potegala enega drugega aduta in življenja imam izredno posebnih ljudi. Vedno spoznavam ljudi in postanemo prijatelji. In predlani sem šla v Ameriko do svojega poslovnega mentorja, do človeka, ki je iz klošarja zrastel v izredno uspešno osebo in sem ga poprosila, naj pomaga tudi nam. In priporočil mi je, da naj za prvi korak prevedem v slovenščino eno izredno knjigico. Knjigico je napisala njegova partnerka, Japonka. In njuna zgodba je, kako iz revščine, ko nimaš za jesti, ne revščine, ko pač ne moreš luksuza, ampak revščine, ko nimaš hrane, ko si sam nekje v tujini in nimaš hrane, prav kome živiš, kako lahko iz take točke postaneš multimilionar v roku 5 let. To je njuna zgodba. In ker večinoma mislimo, da so bogati ljudje pokvarjeni, takšni, onaki, ne vem, kakšni arhetipi vladajo, so ona da živ dokaz, da denar samo poudari to, kar imaš v srcu. Če imaš v srcu hudobijo, bolečino, sebičnost in to, boš z denarjem delal take stvari. Če imaš pa ti ljubezen in pozitivo, boš z denarjem delal lepote. In ona da sta že v primer. Smo prišli do časa, ko jaz zaključujem svojo zgodbo in vas preusmerim še eno sladko desertno točko. Z Nušo pa bomo na kratko predstavili, jaz bom Nušo pa vprašala, da podeli z vami, kaj je bilo tisti ključ pri njej, da se dejansko odločila uresničevati sanje, kaj je bilo potrebno in kako se je zgodilo. In povedala pa bom potem tudi, kako so se midve spoznali in kako je prišlo do tega, da je kakor ptice, kakor pesem bila izpolnitev mojih ogromnih sanj.
Ja, da povej, ti intervjujaj mene. Okay. Fascinantno mi je, ker večina ljudi, to srečam ljudi, ki kot delam sanjami in ogromno ljudi srečam, ki na začetku ali pa na sredini poti obupajo. Ti si dejansko začela iz Brežic in naredila kariero, ki je vredna vsakih poklonov. Verjetno ni bilo vse povsod na tej poti enostavno. Ja. Jaz moram povedati, da me je dejansko, je bila to ena neka otroška želja, ali pa sem se s to željo rodila. Peti, nastopati. In tako se je vse skupaj razvilo. V bistvu nisem imela nikoli cilja, jaz bom pa popularna pevka. Ampak je to prišlo, meni je življenje, v bistvu mi je to poklanjalo z mogoče čakanjem in s potrpežljivostjo in nekako sem se prepustila temu življenju. Ampak veliko sem trdo delala, res, ne? Seveda sem trdo delala, imela sem podporo, tako da mogoče ti govoriš o tem, kako se moramo najti v sebi, iskati to srečo. Jaz sem jo dejansko že dobivala, se nisem ukvarjala, s tem nisem rabila iti nekam na drug konc sveta, da bi se našla, ampak je to mene izpolnjevalo in me še vedno. Je pa mogoče pri meni prišlo kasneje, v življenju, ko sem že veliko dosegla, ko sem imam svoje ljudi okrog sebe, družino, moža, sem pa prišla do ene točke, ko pa se je pa težko odločiti, ne? Zdaj bom pa šla čisto za srce, oziroma še sama ne vem, a bi si želela iti še nekam dlje, ko so mi rekli, ma ti bi lahko naredila tudi svetovno kariero. Jaz sem se odločila, da ostanem v Sloveniji. Tukaj rada živim, tukaj imam družino, si pa želim spoznati kakšnega svetovnega, uspešnega pevca in še koga in tako naprej. Ampak to je mogoče tista ena globoka želja, ki se mogoče še da uresniči. In v bistvu, ja, sem razmišljala tudi o tem, da mogoče pa tudi tisti slavni pevci mogoče sploh niso veliko bolj srečni kot jaz, verjetno sploh ne. Tako da mislim, da če delaš tisto, čemer uživaš in da najdeš tudi svoj mir, ker so na tej poti razni vzponi in padci. Pred kratkim sem imela težave z glasilkami in takrat me je zelo prizemljilo. In sem rekla, saj to vse skupaj pa ni tako samoumevno. Pred parimi leti me je pozavnist iz Big Banda RTV Slovenija, Emil Spruk, povabil, oziroma Big Band me je povabil k sodelovanju enega revivala, Glenn Miller Revival, ki smo ga naredili malce odštekano. V bistvu niso bile to originalne pesmi, ampak narejene priredbe na originalne pesmi. In besedila so bila v slovenščini in Pennsylvania 65000 skladbo so naredili na nek rap. In meni je Emil rekel, tukaj imam pa jaz eno punco, ki je napisala fenomenalen tekst, namesto Pennsylvania je napisala Transilvanija in to je zgodba o punci, ki gre v Transilvanijo in tam sreča Drakulo in ne vem kaj vse, ne bom vse govorila. No in tukaj je ogromno enega teksta, jaz sem ga morala med skladbo kar pripovedovati tisto zgodbo. Se nekako, ta mora biti pa zelo utrgana. No in potem smo se spoznali. Je bilo pa res srčna želja, se pa na morju smo bili, blizu imamo pri kolcu tega gospoda Emila Spruka in se poznamo od vedno. Jaz sem pa takrat bili v vezi z enim muzičarjem, glasbenikom Markom Zaleteljem, kitaristom, ki je že ugotovil, da sem jaz ekstremen talent za tekste. In je rekel, ok, daj še delaj to. In jaz sem šla skupaj na morje, za 1. maj je to bilo, in tam srečamo Emila, ki dela tale priredbe in pravi, ja, zdaj bo pa tu en rap in tu Pennsylvania in ne vem kaj. Jaz pa, Emil, jaz bi nekaj napisala. Kako ja tu napiši neki rap? Kako te na rap piše Pennsylvania, kaj meni Pennsylvania? Poleg tega, wow, a veš, kako je to kruto. Tu donušeno, veš, kakšen tekst je to. To ni pesem, ko se naučiš, pa poješ, mislim, to je bilo. In rekel, da ti se eno napiši, ko to bo že čez 2 tedna, nekaj mislim mali čas, je bil tak
tako noro malo časa, da sploh ne vem, kak bi se on drugače znašel. On je mislil, da bo tek kar tam se znašel, da si ga bo Nuša sama napisala. Greš čisto imel neko idejo. Veliko je Nuša bo napisala tekst, zdaj ko pridem domov, a bo Nuša to napisala in mi bo dala in bo odrepala. Zdaj, če bi to ni Nuši, no dela, come on. Zdaj, ko pa ti napiši, sem rekla, ok, bom, ampak samo če dovoliš, da napišem Transilvanija, ker Pensilvanija je brez veze. Transilvanija bom pa napisala nekaj nabritega. In potem mi je tale Marko tudi pomagal, da sem to ritmično znala narediti. In dejansko je pesem sedla skupaj, kot da je bila ustvarjena. Dejansko so že Derenda dala noter tekst, ne? Ja. Še en dialog je, kot tak, in ko me čaka, da mi to že zrihtala, da lahko ta posnetek nekje objavimo, kar je žuta. To kaže zmora, pišem za Derenda. Tako, kar hoče, to dobim, pišem nekaj take boje. In je bilo odtrgano, no? In potem smo se še spoznali in je tudi predlagala, da kakšno pesem napišem. In to je bilo meni res odgovor na željo. Imaš željo, greš naprej, odprta vrata in pol nisem bila sramežljiva pa rekla, joj, Nuša je tako znana, popularna, kaj se jaz pa lahko pojavim, kaj bo rekla. Ne, Nuša, jaz sem tu. Želim pisati, če ti bo všeč, kar sem napisala, sodelujva. Ja, no to mi je bilo zelo všeč, ker pri nas marsikdo, ki piše tekste, pač je potem užaljen tudi, če mu ti rečeš, tukaj mi pa, jaz bi pa malo drugače to naredila, ali pa to malo drugače čutim in tako naprej, ne. Ona je bila pripravljena v roku 1 ure ali čez noč spremeniti čist temo in popraviti tisto, kar sem je želela in to je super potem. Na tak način potem sodelujejo, mislim, nastajajo lepe in skladne besedila in sodelovanje v bistvu. Ja. In verjamem, da prihaja čas, ko se vračamo, dejansko že pripravljamo ponudbe, kaj bi se še dalo kje odpeti in narediti skupaj, ker dejansko vidim, koliko je moje srce radostno. Že preden ste vi prišli, pa je Nuša tu tonsko malo odpela. Joj, me se je mislila smešati, me se je mislila, da bi kar poletela ven iz svojega telesa od radosti, ko slišim nekoga, ki srcem poje, pa da sem jaz lahko dala besedice zraven. In ko je to vsestransko zadovoljstvo, tudi ljudje začutijo, da je nekaj narejeno s srcem. No, zanimivo, pri tej skladbi mogoče ne veste, ampak Fakulteta za turizem iz Brežic si je zaželela to skladbo, da je kot podlaga na videospotu, pač promocija Posavja oziroma Fakultete za turizem in zbrali so to skladbo in sem zelo vesela. In je to potem obojestranska promocija v bistvu in za Posavje in za Fakulteto za turizem in za me in za me. Tak čudovit video je, da vedno kdorkoli ga vidi, je fascinira. Ja. Kako srca je spet noti, vse se je povezala. Tako da to je bilo to. Torej, kakor ptica, kakor pesem. Upam, da ne bo prej na glas. Vedno v takšnih prostorih je malo težje peti. Ti pa plešeš, koreografijo. Lahko tudi zapoješ, če boš želel. Zunaj pa mavrični sneg.
pesem v življenje poleti. Hvala vsem, ki mi pihate veter v krila in vsem, ki ga prirezujete. Kaj dodati k tem zgovornim besedam? Magistrica Meja Falens, gostja Nuša Derenda, dragi obiskovalci, hvala. Hvala.